Lotila sem se dela. Ko sem odmaknila nekaj omaric in slik, se je na stenah pokazal tu svetlo-zelen, tam gorčično-rumen oplesk izpred 30 ali več let. Obledela barva mi je nemo in topo vračala pogled, čeprav bi od nje najrajši neumno pričakovala nekakšno kvantno teleportacijo v stare čase. Ob ploskvah neravnih robov na stenah sem vsakokrat pomislila na kak dogodek, povezan s tem ali onim prostorom, s tem ali onim predmetom. Kaj boš s to babičino jopo iz odlične volne, kakršne ne znajo več sukati? Da bi jo nosila, to bi bilo skoraj morbidno. Tudi prodajati ali podarjati teh stvari ne morem. Vsak bi vedel, da so to reči pokojnikov in jih zaradi vreževerja, da se bo njihova smrtnost skozi obleko ali čevlje zalezla van, ne bi hotel imeti. Zlagala sem torej v škatle, razvrščala, prekladala, mečkala papirje, metala v koš in velike plastične vreče. Neizprosna sodnica sem odločala, kaj gre za vekomaj v nič in kaj bo živelo naprej. Dokler v sobi, kjer so bile škatle s pismi in fotografijami, nisem našla babičine slike. Na njej se babica smehlja in od strani gleda v človeka, ki jo fotografira. Z eno roko drži dlan moje 5-letne mame, drugo ima položeno na nosečniški trebuh. Na hrbtni strani slike je zapisana letnica 1943. Babica je mojo mamo rodila leta 38 in je bila edinka. Vsaj tako sem bila prepričana do trenutka, ko sem pri svojih 45 odkrila to fotografijo. Skoraj nikogar nisem mogla vprašati, kaj ta slika pomeni. Staršev ni bilo več, od bližnjih sorodnikov so mi ostali večinoma mlajši. Tu je bila samo še daljna primorska sorodnica Sonja, kazalo se bo pozanimati pri njej. Sesedla sem se v fotelj, iz katerega je zaudarjalo po plesnivi žimi.